Drage gledalke in spoštovani gledalci, dober večer z Celjske arene, z dežele, ki nocoj živi v pričakovanju štajerskega nogometnega derbija med Celjem in Mariborom. Z Brankom Zupanom vam bova delala družbo in prepričan sem, da se bomo imeli enkratno. Lotrič na oddaljenejšo vratnico, gre žoga in Pirič brani. Še enkrat bo poskusil s predložkom Blaž Vrhovec. 28. minuta tekma v Celju, priložnost zdaj. Skočil je Peričič. Božič je prišel do žoge ob Peričiču. Božič je v kanskem prostoru. Zaključek in gol! Zadetek Celja. Strelec pa Wiesinger. Veseli se Dušan Kosič, kdo drug kot Dario Wiesinger. Rešeta mrežo Maribora, potem ko je Špiro Peričič storil nedopustno napako. Ali lahko Maribor do konca prvega polčasa izenači, spet pride v igro, kot pravimo. Zahovič v kanskem prostoru, padel je Zahovič, 11 metrovka. Krasna akcija zdaj Luke Zahoviča, ki pa na drugi strani on je bil nepopustljiv, tako kot prej Božič pri Celju. Ja, izjemen prodor. Jasno, žvižgi iz tribun arene z dežele. Zahovič je vzel zalet, Zahovič, žoga je šla čez gol. Poskusil je s Panenko, Luka Zahovič in zgrešil. Ob njem je Denis Štraus. Tokrat brez prepovedanega položaja, Požek Vantaž vrača žogo. Milec. Martin Milec strelja in Rozman zanesljivo. Stojinovič na mestu Milec. Pa sedaj Benedičič, fizično močnejši od Krecoja. Lotrič. Benedičič se priključuje in potem odlično pred svojim golom Vrhovec. Zagotovo nocoj v Celju tudi ogledniki Ludogorca gledajo vsako potezo Maribora. Požek Vancaš gre sedaj proti sredini, pripravlja si strel, Požek Vancaš, to dal Rozmana natančno po sredini. Mariborčani poskušajo z igro 1-1, Viler, Kotnik v kanskem prostoru, Kotnik strelja in Rozman brani. Pred njim je Kerin, Milec se je odločil za preigravanje, Krecu sedaj podaja v kazenski prostor, priložnost in gol! Zadeli so Mariborčani, Požek Vancaš, strelec za 1-1. Rudi Požek Vancaš se je v drugem polčasu vendarle odzval na nekoliko slabšo predstavo v prvem delu in sedaj priigral izenačenje za Maribor. Priložnost za Celjane, 84. minuta, podal bo Lotrič. Nevarna žoga in zdaj Peričič avtogol. Kakšna grozna tekma za Špira Peričiča. Tu si čestitata Koren in pa Kosič. Celje vodi 2-1, 84. minuta. Zelo dober predložek, nevaren. Na hudi preizkušnji sedaj celjska obramba. Kronaveter, Tavares in žoga je ostala izven gola. Rešil je Rozman Celje. Imate prav, srečen sem zaradi zmage. Danes smo gledali tekmo, vedeli smo, da bomo trpeli. Maribor je odličen nasprotnik. Danes so se nam neke stvari poklopile. Torej, fantje so srčno odigrali, disciplinirano. Na koncu smo imeli nekaj tiste športne sreče. Maribor, tisti pritisk, ki ga je izvajal, smo imeli nekako tudi ta nogometni moment na naši strani, da nismo bili kaznovani in danes smo s kančkom sreče, moram reči, in s pravim odnosom, ki ga želimo, dobili to zmago, ki je za nas pomembna. Seveda bi pa
tle upozoril, da Maribor je tudi danes dobro tekmo odigral, zaslužili so si več mogoče, kakor so dobili danes. Jaz jim želim veliko sreče v četrtek, kjer predstavljajo slovenski nogomet in upam, da jih ta slab rezultat ne bo oviral na njihovi poti do Evrope. Ja, ni nam šlo na roko tako rekoč nič, v smislu, da smo si sami peljali tekmo v to smer z velikimi individualnimi napakami in skozi celotno srečanje od tega, da dobimo prvi gol, ne izkoristimo 11-metrovko, potem v drugem polčasu ta pritisk, katerega smo ustvarjali, ko smo dejansko igrali dobro, uspeli zanačiti, delali dalje pritisk, nasprotnik, kar je popolnoma logično, se je branil in potem napadal izproti napadov. Mi pa dobimo potem iz prekinitve oziroma si zabijemo sami gol, tako da nekako odraz, kako je šlo vse, v katero smer je šlo. Dejansko, če narediš toliko individualnih napak in tako grobih napak, tekme ne more zmagati, tako da s tem moramo živeti.